Hej, kje ste, Alenka tukaj, dolgo me ni bilo, ampak to se meni zgodi vsak let, če ste mogoče me spremljali, ste mogoče ugotovili, da vsakič pol let zginem za ne 3 tedne. Nikdar planiramo, kar enkrat se pojavim nazaj, mečkam drugačne barve. Upečena, luščam se, bila sem na morju, ja, predvsem na morju, 3 dni v Opatije, sprav Hrvaška, pa je bilo treba nazaj čez mejo, pa v Italijo. Najprej Trst 3 dni, nič posebenega, čeprav fletno, pa so pa odkrila Lignano Sabbiadoro. Nek rta, kaj je to sploh, v glavnem, dokaj blizu Italije in prideš tja same freaking peščene plaže. Jaz sem bila tako 2 večera v šoku, zahod, peščene plaže, a sem jaz v Miamiju, a sem na Havajih, a kaj, ne tako ne v Italiji, sem tako uro pa pol preč od Trsta, tako what the... Kaj se je še zgodilo? Pokemone sem začela igrati. To, če kdorkoli me spremlja na Instagramu, ste verjetno ugotovili. A pa še ena stvar, ki je mogoče pameten, da jo omenim, rojstni dan sem imela. Meni tudi ni všeč, koliko sem stara. Vem, da marsikoga ne zanimajo update v mojemu lifeu, vem pa, da marsikoga zanimajo. Bolj sem samo gremo v video, živijo, gremo v video. Tako da, mogoče ni nič narobe, če kdaj kaj več vse povem, če hočeš še več mene, imate pa itak na Instagramu veliko več vsega. Še 3 updatei, ki vas potencialno zanimajo, ker je nekaj za vas. Prva stvar, ta stvar, ki jaz kličem moj prestol, moj uvičer. Prvič v zgodovini, če se ne motim, bomo naredili giveaway za freaking uvičer. Ljudje, spremljajte, please moj Instagram, če bo vse po planu, bo to ta petek zdaj, ko pride. Druga stvar. Giveaway za Peach Beauty Plan. Zadnjič sem objavila svojo rit in je bila cela kolobocija pa na Instagramu, ker ne objavljam tega ponavadi in se bili vsi tako, oh my god, kva delaš. To delam in cel program od nje uporabljam, od Eve, pač ženska je nerealna. In giveaway bo tudi za te produkte. Danč mi je napisal, normalni youtuberi, pri 5000 sledilcih naročnikih naredimo merch. Alenka, pri 40 000 naročnikih naredimo merch. Dejansko, ja. Hi, it is I. Merch bo. To bo moj prvi merch, ne bo verjetno moj zadnji merch, bo pa prvič, ko te lahko imeli nekaj, kar sem jaz ustvarila skupaj z enim podjetjem. In ne sem to, lahko si boste vse skupaj prilagodili. Hint bom dala tukaj, s katerim podjetjem sodelujem tako za 3 sekunde, ker pač... Je pa še ena stvar, ki se je definitivno dogajala, te dni sem bila jaz na off in sicer to, da ste mi vi v nedogled iz dneva v dan po ne vem koliko 10 sporočil pošiljali. Alenka, Blue Whale je nazaj, Alenka naredi video Blue Whale, Alenka Blue Whale, Blue freaking Whale. Ja, Vanessa, ki še mislim, da je že v tem videu naredila in sem whatever, vsi ga hočete, naredila ga bom. Zdaj pa postaram, dragi moji, če si za video. Ok, za tiste, ki v tem videu, ki je v naslovu ne veste nič, ki ne veste nič o tem, kaj sploh Blue Whale je, oziroma Cinekit, mislim, da ga v Sloveniji kličajo, modri kit, Cinekit, itak ista zadeva. To je challenge, oziroma online suicide game. Igra, ki se je pojavila na internetu, predvsem se povezuje z mladimi, ker so mladi tisti, ki se večinoma zapletejo v to zadevo. In je igra, ki vključuje, oziroma challenge, ki vključuje 50 taskov, 50 nalog v 50 dneh. To se je kasneje že ful popačilo, koliko je nalog, kdo jih izvaja, več o tem kasneje, to je zdaj danes že vse raztreščen. Bomo prišli do tega, ampak zadnji task oziroma zadnje naloge te pripeljajo do samomora, pa že vse vmes, ki so velike res nevarnih, ampak se pravim, tudi iz original 2016. leta se je vse to pojavilo, takrat je bilo na vrhuncu, takrat ste mi že vsi pisali, pa 2017, pa 2018 in sem vsakič bila tako, ne, pa še Vanessa naredila sem bila tako, pa sej ni toliko zagovorta, ne, sam pač povezujejo dejansko ta challenge in to online suicide igro z veliko smrtmi po svetu, pa ne tako veliko, like 30, ampak stotine. Prvi taski so simple. Če ne drugega je to smiselno, ker tist, ki nekako vodi to igro in te potegne noter prek, ne vem, social media, prek Instagrama, prek Facebooka, prek česarkoli že, Messengerja, te mora zvabiti nekako na tak način, da zaupaš, da prve stvari sploh izvede, zakaj bi jih, če bi vedel, da boš na koncu mogoče potencialno zgubil življenje, a ne moraš zaupati, se pravi, prve naloge so simple. In kjer nisem dejansko najla točnih taskov, ampak naprimer nekaj pojej, nekaj popij. Pa se pa to stopnjuje, ne? Stopnjuje se do točke, ko moraš enkrat
na roko si urezati recimo sinjega kita. Torej rezanje, samo poškodbe, take stvari ratejo iz tega prej ali slej in na koncu oziroma proti koncu je neka fora, ker moraš stati na robu stolpnice, ker je itak friki nevarno, hočem reči, da je ta cela igra totalno nevarna in probala bom tudi malo ozavestiti se najmlajše prek tega videa, ker marsikdo čist premlad uporablja internet v napačne smeri in ga nikakor ne zna premleti v svoji glavi. Mislim, da v Sloveniji nismo tako zelo ogroženi, kar se tiče te igre, ker je načeloma ruskega izvora, zdaj pa verjetno se več ali manj dogaja res tam, ali pa USA, Amerika, United Kingdom se je tudi ful pojavil, ampak pri nas je to tako, definitivno so kakšni copycati pojavili, ki bojo težili s tem. Folk je tak, da nima boljega za početi in bo šel pač ustrahovati otroke in jim dajati grozne challenge, ampak to ni tisto original, ki je v štartu bil, ker če se ne motim, je on že zdavnaj aretiran. In ja, zadnji challenge, kot nisem prej do konca povedala, je pač jasno ubij se na ne vem kater način točen. Kot sem rekla, začelo se je v Rusiji z eno deklico. Ona mislim, da je zadnji dan preden je dejansko si vzela življenje, je na Twitter objavila, mislim, da baj, nekaj tacga, samo baj, pa veliko fotko velikega sinjega kita in naslednji dan si je vzela življenje in potem so začeli malo ljudje raziskovati to povezavo in takrat je to prišlo na plano. Nadaljevalo se je to v Ukrajini, v Indiji, v United States, United Kingdom in tako naprej in verjetno je to zdaj razpaseno že povsod po svetu, ker se pravi, nekaterim je dolgčas in povzamejo to in začnejo težiti mulariji. Jasno je, jasno, da tako, alo, če te doda profil, ki zgleda tako, ali pa ima ime Jonathan Galindo, ki to zdaj pa je, ali pa karkoli povezavi z Blue Whale, whatever. Jasno, ne ti dodaj tega profila brez veze, ker nikoli ne veš, kdaj te potegne in ti da neke grožnje, in boš nasedel brez veze. Jasno ne sprejemaš, jasno blokiraš, jasno ne ubogaš navodil. Jaz res mislim, da se to v Sloveniji načeloma ne bo dogajalo. Če se komu je, valjda komentirajte, me ful zanima, oziroma sploh to, a je slovenščina ali angleščina, ker če v angleščini posegajo k nam, pa če je dejansko originalna angleščina, da ni nekdo od slovenski govori anglešk, napišite mi, me zanima. Definitivno pa ne obogati, ker te ljudje nimajo nič čez vas, če jim nič ne date. On ne ve o tebi nič in tudi če ti grozi, da ve o tebi vse, ali pa kaj si, ali pa ne vem kaj, ne ve. Če pa ve, pa prva stvar starši, druga stvar policija, ali pa prva stvar policija, druga stvar starši, v glavnem poveš. Nič ti ne more, sam povej, samo šeraj to. Ponoven kao ta igra vključuje moškega, ki je obličen kot Mickey Mouse in se imenuje Jonathan Galindo. Včasih ni bilo tega, zdaj je to ponovem, vsi ste mi pošiljali to faco, ker je taka grotesna, je scary. To je tisto, vedno povezava, nekaj, ki bi mogel biti cute, kao Mickey Mouse, Disney karakter, povežejo s tem, da je scary, ker te na koncu probo življenje vzeti, tako da vedno, ko to povežeš, koliko scary lutke, a veš, pa če imaš nekaj, ki bi mogel biti cute in je v resnici scary, to je una kombinacija, ki je še toliko bolj scary. Meni osebno kar nekaj, si mislim, pač kdorkoli se skriva za tem je nekdo, ki ima res žalosten life, tako da se pravim, izognite se tem na celi črti. To nisem nekaj, kar ste vi meni pošiljali, to nisem nekaj, kar je neka misterija skrita na spletnih socialnih omrežjih. To se je začelo širiti ful tudi v medije, dejansko na news, kako bi bilo pri nas 24 ur, če bi bilo potrebno, a ne. Toliko daleč je šlo, toliko je bilo smrti povezanih s tem, ampak nobena dejansko potrjena, da bi rekli, to je definitivno povezan s tem. To je malo čuden, ker mislim, že če mesiče prebereš in tudi na koncu piše skoč pod vlak in je ženska skočila pod vlak, je najbrž povezana, ampak okej. Tako da ja, to se je razširilo med večje medije dejansko, ker je bilo toliko že problematično, kao starši paste, starši niso vedeli, starši so samo začutili, da je otrok mogoče malo oddaljen, da je nekaj malo čuden, ampak to se velikokrat zgodi, sploh tam puberteta in ker naenkrat si povzame življenje, ali pa je vas porezan, ali pa se nekako poškoduje, ker pač ta igra challenge želi. Treba je bilo, zdaj se pravim, ne vem, če je to pri nas karkoli prisotno, ampak v Ameriki je bilo res treba biti pozorno, če otroci objavljajo karkoli sumljivega z kiti, ali pa da nosijo dolga oblačila, da skrivajo kakšne ureznine, ali pa da objavljajo hashtag F57 ali pa hashtag F40, to so povezave s prvimi začetki tega kita, več o tem kasneje, ali pa hashtag I'm a whale.
dangerous shit, če bi to starši tukaj ali pa mogoče kaj opazali, ali pa da je otrok, se pravi, oddaljen, da skriva stvari in da mogoče ima kakšne račune, ki njim niso jasni, kaj je s tem počel ali pa kupil ali pa karkoli. Bodite pozorni. Samo po Rusiji, pa to je mislim, da dokaj star podatek, je bilo prek 130 smrti povezanih s tem. To ne pomeni, da... Mislim, si predstavljate 130 mladih, načeloma mladih. To je toliko velik. To je toliko freaking velik. In samo v Rusiji, mislim, pa povezanih, ker veš, da je nekako, verjetno je povezano, nisem sumnja, če je pač samomor in s kitem povezan. Če gremo na par primerov, nedolgo nazaj v Rusiji, pa v Uralu, sta bile dve deklice, 13-letna in 15-letna. Sta se objemali tik ob tračnicah vlaka in kaj je vlak pripeljal, sta šle pred vlak, on je valjda zaviral, ni mogel ustaviti in sta na ta način naredila samomor. Ena je umrla kuj tam, druga je mogla biti odpeljana v bolnišnico, ampak one dve sta tik preden sta to storile, sta zbrisale v social media njun, kar sta imele. Delete. Teh 130 smrti in več, ki je bilo reportanih, ti otroci in mladi so bili dejansko vključeni v iste internetne skupine, torej očitno challenge vključujejo vključevanje v določene skupine. Če to ni dosti povezave, mislim, še dve 15- in 16-letni Julija in Veronika sta isto skočili v smrti 14-nadstropnega bloka. Julija, na primer, je tik pred smrtjo, pred samomorom, na social media objavila kita in samo zraven napisala end, konc igre, challenge-a. 17-letna punca iz Indije, na primer, se je v 2 dneh poskušala 2-krat ubiti zaradi igre. Ena 15-letnica je tudi skočila iz visoke stavbe, ampak je bila to Sibirija in nekako je pristala v globokem snegu in je bila samo poškodovana in odpeljana v bolnišnico. Če se sprašujete, kaj Instagram dejansko dela, da bi ustavil te stvari, če probaš brskati veliko, kar se tiče Blue Whale, prav tistih direktnih profilov ni, recimo ne boš najdel Blue Whale Challenge, ker nekako je to zdaj zavarovano, skrito in odstranjeno. Še vedno pa, če res brskaš in greš vse možne hashtage, pa še zmer najdeš tiste fotke ureznin, predvsem, ne vem, kakšnih, ja, ureznin na rokah načeloma ali pa da je urezan Blue Whale, na primer. Zdaj smo na jasnem, original starter tega je bil že 2016. leta aretiran. To je bil 21-letni Filip Budejkin, to sem mogoče narobe povedala. On je bil nekdo, pač mlad človek, ki je študiral psihologijo med drugim in on je neke vrste hotel izvesti čistko. Njegov oseben naci sistem, kako se znebiti ljudi, ki očitno niso vredni živeti, ker on očitno sam sebe smatra za nekoga, ki je vreden živeti in super razmišlja res pobiti ljudi prek igrice, je odlična ideja. Take rabimo, sarkazem. In on je predvidel tisti, ki je to storil in ki pač niso vredni živeti, itak se jih bo znebil in da je to in sploh in super. Pač on je prepričan, da prav počne. On je tisti, ki je že 2013. leta to objavil pod hashtag F57, ki naj bi bil zvok začetka njegovega imena Filip in zadnji 2 številki njegove telefonske številke. 7. maja 2017 je on krivdo priznal in takrat bil obsojen na 3 leta, kar pomeni, da letos pride ven, če se ni to kaj ne boljš spremenil. Jaz zdaj recimo, če bi nekdo imel moje res preveč privatne informacije, ki jih ni načeloma, ne vem, kaj bi to lahko bilo, ali pa če bi bile gole slike, primer. Jaz bi uporabila svoj glas za to, da kakšen svet je to, da vi obsojate mene, ker sem človek s svojo intimo v mojem lifeu, ker je, hvala Bogu, zdrava stvar in da sem jaz tista, ki me to čuden gledala na mesto oseba, ki to šera naprej, psihopat, ki to počne. Jaz nočem biti del tega sveta, kot pa vi, mislim, da ne, tako da prosim, bodimo realni. Previdno koga obsojati. Ne vem, dokaj sem zdaj to sploh tako povedala, ampak pač tako razmišljam že dolg čas in upam, da nisem edina, ker se mi zdi zdrav. Alien mama out my aliens, idem zdaj še en video posnet, tako da v material. Se vidimo naslednjič, aj čau!